Če se ne motim, Lipica trenutno gosti turizem, šport, konjerejo in kulturo. A ni to ne kaže na neko očitno pomanjkanje vizije oziroma ciljev? Zakaj je toliko programov? A ni s tem Lipica preobremenjena? Kateri v bistvu teh programov je bolj primaren in kakšne so pričakovane sinergije pač mešanja teh? Lipica je posestvo, ki ima 312 hektarov. Na tem posestvu je javni zavod Kobilarna, ki goji v tem momentu približno 380 konj in ki je spomenik, kulturni spomenik sam po sebi. In celotno področje Lipice je kulturni spomenik. Na istem področju imamo zgrajeno 2 hotela, se pravi Hotel Maestoso, Hotel Klub. Imamo 1, 2, 3, 4 gostinske objekte stalne, praktično. In imamo dodatna ponudba, ki je golf. In iz Kobilarne tudi prihaja dodatna ponudba jahalnih programov, dodatna ponudba vožnje s kočijami, dodatna ponudba predstave lipicancev in tako naprej. Jaz se z vami strinjam, da je to zelo veliko je teh programov, zato smo mi v lanskem letu tudi poskušali ločiti tisto, kar je javni del in ga čim bolj očistiti vseh nepotrebnih stroškov delovanja na gospodarskem področju, se pravi javni del je tisti, ki skrbi za čredo konjev, za selekcijo, za vzgojo teh konjev in za predstavljanje teh konjev publiki, tukaj ali pa v tujini. Dočim kot turistični del je pa tisti, ki mora poskrbeti pod eno streho za enodnevne goste, ki prihajajo v Lipico, za njih se organizira sprejem, kako jih bomo vodili, kaj jim bomo pokazali in tako naprej. Organizirati hotele in to za enodnevne goste, tiste, ki jih tako dobimo, in za tiste goste, ki bi želeli ostati več dni, ki so bolj zdaj v tem novem planu, v načrtu, jih planiramo imeti bolj pri hotelu Maestoso in na drugi strani, se pravi, da se ne mešajo z enodnevnimi gosti. Potem so tu še kulturne vsebine, Černigojeva galerija, tako kot je bilo prej povedano, je galerija, ki jo je postavil sam gospod Černigoj in pa potem dopolnil še novi konstruktivizem, se mi zdi, tako da je sama galerija s svojo postavitvijo popolnoma zaščitena. In vse te vsebine v Lipici so bile zgrajene pred leti. Takšna Lipica danes je. In zdaj je treba zoptimirati njeno organizacijo in uporabiti to Lipico na državnem nivoju kot eno, kako bi rekel, izložbo Slovenije. En zgodovinski in turistični center, kamor bojo ljudje prihajali zaradi tega, da bojo tudi spoznavali del te naše zgodovine. Pa muzej Lipicanca, ki se bo tu naredil iz teh norveškega mehanizma. Zdaj, govoriti tu, vizija je jasna, tu ni pomanjkanje vizije. Vizija je ta, narediti iz tega res, kako bi rekel, eden od prvih promocijskih elementov Republike Slovenije. Zato tudi je to v državni lasti, vsej drugač bi Lipicanci privatniki lahko govorili, zakaj jih ne bi. Vendar, toliko let, od 1580 naprej, praktično 430 let bo malo, se tu bojijo Lipicanci. In to je po tem kraju, v Lipici so Lipicanci dobili ime. Zunaj mislijo, da je to drugače, da je Lipica dobila ime po Lipicanci, če kaj vprašajo. In to je tisto, naša naloga je, da tu postavimo našo tudi samozavest v to Lipico in jo pokažemo. Kakšni pa so pričakovane sinergije mešanja teh programov? A so kakšne? Sinergija je točno v tem, da je, če bi marketinško se izražal, USP Lipice je konj in kobilarna. To je sinergija, na kateri se je gradila že v 70. letu. Veste, ta prvi hotel v Lipici je bil 72. leta narejen. Me spominja kot Lonca, ki je še zmeri iz tega leta v tem istem hotelu.
Ampak to tako je. Ne? Takrat je bil ta hotel. Lipica danes zaposluje 180 ljudi. Od tega imajo po 3 otroke, se pravi 500 ljudi, z tega je približno odvisnih od teh prihodkov, ki jih Lipica ustvarja. Tako da mi iz tega stanja danes moramo nekaj narediti. Ne? Če je to bilo vaše vprašanje, kot sem razumel, ali pa pomislek. Najlažje je pa ukiniti nekaj. To je pa najlažje.